Ja, komaj se je dobro začel nov sklic državnega zbora, pa smo že priča zanimivim duelom, pa tudi prvemu komičnemu vložku, ki bo najbrž še kar nekaj časa zabaval ljudi na družbenih omrežjih. Med sejo skupnega odbora je debata nanesla na sedežne garniture oziroma kavče, kot jih je poimenovala poslanka Resnice Katja Kokot, ki je kolegom iz Levice očitala, da nebrzdano trošijo javni denar za počitek. Podrobnosti Jaka Vran. Dobrodošli v poslansko pisarno Resnice. Ki ima marsikaj, a kot kaže ne sedežne garniture. Kavča pa res ni. Jih pa imajo po njihovih informacijah veliko kolegi iz Levice. Ko smo mi prišli sem v to hišo, v našo pisarno, smo pač zaprosili za kak stol, mogoče kako mizo. Vprašali smo, kako je za kavči in smo izvedeli, da ima poslanska skupina Levica največ kavčev. 9 kavčev ima. Kdo je to plačal? Ostali ne trošijo tako kot vi. Spoštovana, gledajte, oglašam se stola, ne iz kavča. Olje na ogenj je prilil še poslanec Nove Slovenije. Če preračunam, v prejšnjem mandatu je bilo 5 poslancev Levice, pa 9 kavčev, kar pove, da recimo en poslanec Levice spi na 2 kavčih. In še? In zato bi zaključil to razpravo v, bom rekel, vašem stilu in sicer kavči za vse, ne le za peščico. Posnetki seje, ki že od včeraj zabavajo državljane na družbenih omrežjih, pa niso ravno zabavni Levici. Razumem jih kot njihovo zabavo v njihovem stilu, zato da odvračajo pozornost od tega, kar pravzaprav počnejo z 2 zakonoma, ki so jo dali na dnevni red. V Levici nam danes niso dovolili posneti njihovih poslanskih prostorov, so nam pa sami poslali te posnetke in sporočili, da imajo 4 sedežne garniture. Te so, kot kaže, postale že kar merska enota. Hkrati pa se te isti poslanci ne vprašajo, koliko kavčev na mesec bodo zagotovili posameznikom, ko bodo potrdili zakon za bogate. In medtem, ko so na levem polu stopili v bran Levici, pa na drugi strani takole. Veliko povejo posamezni poslanski skupini to, da ima več kavčev, kot ima poslancev. Koliko jih imajo, smo povprašali vse poslanske skupine. Poleg Levice so nam odgovorili še v SD-ju in pri Demokratih, oboji imajo po enega.